Dobrodošli, čestitke za filme. Vsak po svoje ste te filme naredili zelo pogumno in v zelo kratkemu filmu, pa sploh filmu nasploh v Sloveniji, neprijaznem času ali pa časih, ker te časi že zelo trajajo. Ste mladi in delate reči, ki jih pač še nismo videli, tako da čestitke. Bi začela kar s filmom Tri četrt. Tukaj z nami sta Jure Dostal, ki ni samo režiser filma, tudi direktor fotografije si bil in montažer. Pa kaj še? Kaj? Scenarist seveda. Aha. Ko scenarist? Zdaj se le tole bomo. Tudi ni nikogar, ki bi... Aha, okej. Tvoj ko-scenarist je Jure Kreft. Ja, Jure pač prišel s to pobudo, film je bil narejen za sprejemce na AGRFT. Pač namen je dosegel, še nad to je šel, da je pač zdaj na festivalu. Sprejemce si naredil? Ja, sprejemce si naredil. Čestitke. Ne vem, mislim, v bistvu to je projekt, ki sem ga sam sfinanciral tudi. Kreft je prišel s to pobudo, da v bistvu bi sporočil folku, da ne vem, da nekako mlade mota politična situacija, nekako, da jo pač spremljamo, ampak se nekako ne odzivamo niti na njo, ker je toliko mogoče brezupna, mislim, skozi naše oči, a ne. Pol v bistvu, kako pa smo šli na ta politični prevrat, kako to poteka, da v bistvu vedno ima politični sistem omejen rok trajanja in ko nekoga nekaj zmot, to pač vrže dol, se pravi, sistem vrže dol in v bistvu začne iz Orwellove živalske farme smo šli, da v bistvu tisti, ki pride na oblast, naslednji pač počne iste svinarije ali pa še hujš, kakor je prejšnja počela. In tako vse podobe spremlja valček, vse se vrti. Tako, pač šli smo na eno, da v bistvu naredil film vtis, da tako kot v bistvu znotraj sistema se dogajajo umazane igre, naven pa v bistvu vse gladko teče in izgleda pač en valček, no. Kakor sem gledala, jaz tvojih prejšnjih filmov žal nisem videla, zdaj sem videla na internetu ene odlomke, nekako naslovi so Baza 20, Če fur čez noč, The Unseen Iran se zdi, tudi potem, kar sem videla, da nekako tvoji filmi so politični filmi, da zmer nek politični odnos do družbe ali izražaš. Ja, mogoče prvič slišim, ampak ja, če pogledam nazaj, ja, v bistvu res ne. Ne, v bistvu se mi zdi, da politika, ne gledam politike toliko skozi oči, ne vem, da bi spremljal politiko, ampak bolj kako politika kroji življenje, ne vem, malih ljudi, pa v bistvu kakšne zgodbe ven lahko pridejo, ko, ne vem, ko se pač, tako kot ta Unseen Iran, da se punca zaljubi v Iranca in v bistvu kako pa pride sem, kako to izgleda, ne. S kakšnimi problemi se sooča, pa v bistvu tako, kako politika kroji življenja malih ljudi. Ta Unseen Iran je dokumentarni film, ja, tako. Drugi so pa igrani, ali kako, in kaj, no, v bistvu mi povej o tvojem odnosu do, te bolj zanima dokumentarni, ta Tri četrt tudi ni narativni film, nima zgodbe, pač pa je nekakšna filmski, vizualni izraz tega, kar hočeš povedati. Ja, ne, mislim, jaz sploh kot mladi ustvarjalec jaz čutim, da je film postal skozi vsa ta leta, ne vem, nekako moj izraz, ne vem, da se lahko izrazim na platno in pač to, kar čutim, probam ven dati skozi vizualne podobe. Zdaj, v tem narativnem delu je pa tako, ne, zdaj, ta film, po moje, če ga pogledaš brez branja oblikovne analize pa idejne analize, ga po moje kar težko dojameš, no. Ker zraven spremca smo mi mogli pač obrazložiti film in tam sem jaz pač se res razpisal na 3-4 straneh. Res je šel mogoče dosti simbolike za celo večerca, ne pa za 3 minute, ne.
Ja, čeprav meni recimo je bilo jasno, ko sem ga gledala, pa si nisem prebrala. Mi je všeč, da pogledam. Ampak je še veliko, mislim, vsaka sekunda je res ja. ful pomembna in je na koncu pride. Me zanima ena reč, ali sem narobe videla, da je ta golob, bela golobica, pa na koncu ni bel, ali je? Tako je, v bistvu ta golob je spet en simbol, prvič je paradoks, da je svoboda v kletki, se pravi bela golobica, pač modeloma v kletki, drugič je pa v bistvu se transformira, on ima v bistvu čiste misli na začetku, kaj ga moti pri sistemu, ko pa pride, ko se polasti oblasti, ko vidi, da ima neko moč, se pa ta golob pa njegove misli transformirajo v navadnega mestnega goloba. Tako, ja, gospod, ki je posodil golobe, je bil zdaj zelo jezen, ker, no zdaj pa to v bistvu s Kreftom zdaj dela dokumentarco temu gospodu, ki je posodil te golobe, model ima 200 golobov, 200 pismonoš in živi z njimi v golobnjaku. Ki je pa v Ljubljani. Ja, v Rakovi Jelši. In tako zelo zanimivo, no. Jih trenira za tako, vsak dan jih spusti ven, nahrani, umije, res, mislim, bo prišlo ven. Super. Ja. S tabo je tudi Domen Turek, ki je podpisan kot producent filma. Pa mi povej, ta film, verjetno glede na to, da je bil sneman, zdaj vemo, za sprejemni izpit, ni imel nekega budžeta, vsem pa ne zgleda koherentno delo. Kako ste to speljali? Je v bistvu budžeta je bilo zelo smešnih 300 evrov, a ne? Tako da tukaj se je šlo na to mladostniško ustvarjalnost, da smo dobili te igralce, se pravi za ston, da so prišli se pravi pomagati, da je Jure prišel se pravi na AGRFT, pa tako, no. Tako da je bila pač prava umetnost to izvedeti s tem budžetom, no. Koliko časa ste pa snemali? Ja, snemali se v bistvu pač priprave, kakor so bile prej, ok, to je trajalo pač več mesecev, a ne, ko je Jure pripravljal, drugače pa pol posneli se v recimo nekje 5 dneh, vse skupaj. Kaj pa tehniko, kje ste dobili? Ja, tehnika je pa pač, kar je že od prej v lasti, kakor je imel že prej, so se te projekti odvijali, zato sem se prej zasmejal, ker se te pač spomini odvrtijo, a ne, baza 20 pa te zadeve, a ne, tako da pač skozi mladost ustvarjaš projekte, dobiš denar in pač ga daš v opremo, a ne, investiraš, tako da pol se oprema, nekaj se pa sposod lahko, a ne, sej. Ko si zdaj omenil bazo 20, očitno pol sodelujete že dolgo in nameravate še naprej? Ja, v bistvu pač to se je vse začelo z malo hecanja, no tako že pri 10 letih, a ne, pol se je pa pač to bolj razvilo, tako da on je šel bolj v video, a ne, jaz v bolj računalništvo, tako da zdaj tudi skupaj sodeluje v poslovnih vodah, tako da je vse to tako povezano. Super, res čestitke za filmski izdelek, pa veliko sreče vnaprej in v ustvarjanju in v študiju. Pa pejmo na naslednji film, hvala, da ste prišla. Ja, pardon, a bi kdo mogoče kaj vprašal, je kakšno vprašanje iz publike? Potem bomo spregovorili o filmu Kresnik, Ognjeno izročilo. Z nami sta David Cipoš, ki je tudi marsikaj počel pri tem filmu, je režiser, montažer, scenograf, producent, pa še marsikaj verjetno. Forca, ki je vodila ta film, pa Tim Žibrat, ki je skladatelj in pa oblikovalec zvoka, dobrodošla. Film je v bistvu en vrste žanrski film, je tak fantazijski film, pa me zanima, kako to, da ste se odločila ravno, da si se odločil ravno za to zgodbo nekega ljudskega izročila, pa nekih vilincev, gozdnih bitij, demonov, recimo temu, hkrati pa tudi v obliki mladinskega žanra. Se mi zdi, da je bila potrebna ena pot do tega, da sem prišel do tega, da sem se odločil, fantazijski, mladinski žanr me zanima. Zdaj se mi zdi, da s Kresnikom sem si to dosti potrdil in tudi naslednji projekt bo gotovo šel v to smer. Ampak sem prej po filmski poti šel v različne smeri in probaval, kaj je tisto. Zdaj pa pri Kresniku sem pa mogoče še naredil eno tako retrospektivo svojega življenja, pa to, oziroma malo razmislil, kaj me je pa v mladosti najbolj zaznamovalo. Pa se spomnim, da sem res imel mogoče, pa ne zdaj tako to dobesedno vzeti, ampak moji najboljši prijatelji so bili prijatelji Kirin, torej iz 5 prijateljev. In te knjige sem res
pogoltal parkrat skozi vseh 21. Tako da sem dost recimo nekega tega domišljijskega sveta preživel z njimi. Zdaj oni niso toliko šli v neko fantazijo, so mi pa moče zaznamovali to, da mi ta neka generacija starostna dost ustreza. Sem pa tudi dejansko odrastel čisto istočasno kot Harry Potter, torej pri 11 letih sem tudi jaz bil 11 let in smo potem skupaj odraščala naprej. In tudi to se mi zdi, da se me je pol še dodatno prijelo. Pa recimo tudi mama mi je brala Narnijo, ko smo bili mali. Nekako te fantazijske zgodbe se mi zdi, da so me že čisto tako mimogrede so se dotikale ves čas in me potegnile in malokrat sem se spravil res kako tako zelo realistično stvar prebrati iz lastnega veselja. Po drugi strani pa se mi zdi, da mi fantazija predstavlja še eno tako opcijo, da se čudimo nad svetom. Se mi zdi, da svet, vsaj jaz, ko ga gledam, ni vedno samo tisto, kar vidimo, ampak je dostikrat tudi tisto presežno. In fantazija je vedno tisto nekaj, kar si mi predstavljamo, pa je večinoma samo v naših mislih, v realnosti pa nekega minotaura, pa nekih velincev pa ne vidimo. Ampak lahko verjamemo v njih in nam neke zgodbe sporočajo prek teh drugih bitij, ki pa se tičejo nas ljudi tu na zemlji, čist realnih odnosov in pripetljajo. Kako pa to, da si se odločil potem film tudi predstaviti v 70. leta? Da je nek kostumski moment v bistvu, čeprav je pol tudi oren kostumski z fantazijskim svetom. To je več zato, ker takrat še niso imeli telefonov in mobitelov. Se mi zdi, mislim, dost težko, težko se najde nekaj res tak, mislim, trenutno te popularne zadeve vse posežejo malo v neko zgodovino. Se mi zdi, da bo treba dost neke inovativnosti pa iznajdljivosti pri piscih treba, ki bojo hoteli nek tak fantazijski svet spostaviti v svetu z elektroniko, kjer si lahko na GPS-u vsako sekundo. Tako da to se mi zdi dobro, no, tudi 5 prijateljev so se zgubili tam in jih noben ni našel in noben ni mogel poklicati. Če bi imeli telefon, bi bilo zgodbe tam konec. Vprašanje za Tima. Kako si pa ti v bistvu skočil v njegov fantazijski svet? Kako si zvokom in glasbo spremljal? V bistvu mislim, da smo sodelovali že na dosti projektih prej, pa je bilo tako, da smo nekako skupaj prihajali do te zgodbe, pa do samega žanra, pa to, in že sproti pri pogovarjanju, pa to se tak ideje, pa bi rekel, iščeš neke primere pri drugih filmih, pri drugih zgodbah, kaj lahko vključiš v tak film. In potem, ko smo začeli enkrat snemati, jaz sem bil tudi na snemanju zraven, pa sem zvok snemal, potem ravno te male ideje, ko so, ne vem, so ravno gor na opazovalnici, pa je sama tišina, pa je mogoče nekaj se v gozdu zgodi, ko se ne more posneti direktno tam, pa se ti ideje začnejo, kako bi rekel, kopičiti v glavi in potem kasneje, ko sem dejansko zvok obdeloval, se ne vem, razne kakšne žabe ali pa kakšni čirički pa to pojavijo noter, ko jih načeloma ni bilo tam, ali pa so bili ob drugih momentih. Potem s tem recimo se ustvari neka virtualna realnost, hkrati pa se pol še doda nek zvok za fantazijo, torej se pri vokovih pa to se na nek način se doda kako renčanje, ki ga tudi ni bilo, ali pa mogoče, ne vem, v gozdu je dosti nekega pokanja vej, pa nekega vetra, ki ga ni bilo, ampak doda nam neko misterioznost, pa nek prizvok drugega sveta, da potem lažje tudi gledalca popeljati v ta drug svet. Potem z glasbo pa smo šli čisto na to, ne da mi naredimo mimiko realnosti, ampak čisto, da podpremo Petra, protagonista, čustveno. Torej, kaj se njemu dogaja, ko je njega strah, glasba to podpre. Ko mi recimo moče preko igre ne vidimo točno, kaj bi lahko bilo, glasba to na nek način pove še malo drugače. Torej, neke misli, neki strahovi, moče nek pogum, pa to se preko glasbe potem lahko razpoznajo. In to je bil glavni cilj, torej z zvokom ustvarimo ta fantazijski svet, vsaj kaj se oziroma mimiko realnosti, pa dodamo fantazijo, z glasbo pa čustveno podpremo protagonista, primarno protagonista, zato ker je cela zgodba je povedana iz njegove perspektive. Zelo natančno govoriš o tem, kar delaš, te tudi vnaprej zanima delati zvok za filme, glasbo delaš tudi, poleg tega, da za film se ukvarjaš s tem?
primarno sem začel glasbo delati. Samo pol je bilo tako, ker z Davidom dosti sodelujemo in je potreba po zvoku v filmu je vedno in dodatne ljudi iskati je včasih težko, sploh nikoga, ko je tak entuziastičen v samo zvok. In potem je bilo tako, da sem jaz čisto poleg sem pač delal zvok še, zdaj mi je do te mere nekako dobro postalo, če ne druga, če ne bi jaz obdeloval zvok pri naslednjih filmih, bi rad vsaj imel, kako bi rekel, neki neko kreativno roko zraven, vsaj do te mere, da lahko rečem, da to pa moče bi tak naredili ali pa tak predloge. Sploh zaradi tega, ker se mi zdi, da se pravim, ljudi, ki so specifično, torej samo za glasbo, samo za zvok, pa to ni tako pogosto. Drugač pa izven filma, pa vse gledališče še sem naredil glasbo, pa za eno igro sem naredil glasbo, pa to je še, samo film je primarno res, to mi je najboljše zdaj, ker je linearno in se lahko lepo, točno to se podpre, kaj se hoče. Vse ostalo pa je, ne bom rekel, samo drugače in moče meni ni toliko pri srcu, kot pa res film. David, na filmu si delal in z naturščiki, otroci in z starosto slovenskih igralcev Valičem, pa me zanima, kako je bilo z njimi delati, kako ti je se posrečali, da to je eno celoto igralsko. No, se tu zdaj moram omeniti, da sem imel en tak tandem tudi pri tem delu na samem setu, pa v času castinga, torej teh audicij. Fante smo, torej te 3 zbrali prek audicije, smo lani junija zreklamirali naokoli po Sloveniji, dobili smo jih 100 na audicijo, kar je tako dokaj ok bilo, da glede na to, da smo se čisto po svojih vezah trudili, da smo to oglaševali. In na koncu nam je prišla tudi ta zanimiva kombinacija, da je en Gorenc, en Idrijec, en pa Štajerc in se mi zdi, da tak Slovenijo poveže v en kratek film, pa vseeno ga ne zaznamuje, da je čisto lokalno lociran nekje. Pa se mi zdi, no, da kljub temu, mislim, na koncu je kar težko 3 izbrati, čeprav imaš toliko izbire, se mi zdi, da na koncu smo si polk rekli, ja, se kjere druge skoraj ne bi mogli kot te 3, se mi zdi, da se pol samo ena kombinacija pokaže kot tista ta prava. Z Daretom Valičem sem jaz že zdavnej, ko sem delal tudi Spremce Zagorb, posnel en kratek film. Takrat je bil tako presenetljivo kar za akcijo, ko sem ga poklical, tako da je takrat že igral, zdaj pa po tolikih, to je zdaj bilo po 7 letih, je spet pristal na to, da sodelujeva. Zdaj pa na čist samem setu je pa bilo tako, da se je pa mogoče Jernej, ta scenarist, malo bolj ukvarjal z njimi, ker sem pa jaz toliko mogel te producentske zadeve še zraven furati, plus bi rekel, da sem bolj vizualen tip od njega in sem bolj prevzel torej ta aspekt kamere pa tega, da sem to ekipo nadzoroval, medtem ko se je on večkrat potem specifično igralcem posvetil. No, pa ko omeniš producentske zadeve, je pa vaš film edinstven ali pa pionirski tudi v tem segmentu, da ste financiranje pridobili iz Kickstarterja. Pa, če lahko poveš malo o tem, ker je prvi primer, ne? Ja. Torej Kickstarter je spletna platforma za množično financiranje, kar dejansko pomeni, da na spletno stran objaviš svoj projekt, ga z kratkim tekstom, z kratkim videom predstaviš. Torej, imam to in to idejo, zbiram toliko in toliko denarja, da bom lahko ta projekt končal. Zdaj, včasih se filmi v celoti financirajo recimo prek tega in zbirajo še preden je sploh karkoli narejeno, mi smo se pa odločili za to, kome v zadnjem stadiju, torej v stadiju postprodukcije in zdaj distribucije, da smo se obrnili na ljudi. Zdaj, čist pred tem je pa bila že kar ena taka dolga kilometrina, zdaj čist začeli smo o filmu razmišljati pa delati na njem že lani januarja in se nam je potem v sklopu torej predprodukcije, produkcije pa potem do tega, da smo film že skoraj zmontirali, res priključilo dosti ljudi čist na prostovoljni bazi. Imeli smo tudi 2 koproducenta, eno skupino z Maribora, Film Factory in enega iz Ljubljane, Snout. In z njihovo pomočjo in s pomočjo tolikih drugih, ki so res delali bolj kot ne samo za lastno referenco ali pa iz dobre volje,
prignali film do tega, da smo na koncu lahko na Kickstarterju predstavili že dokaj tako kompakten izdelek. Rekli smo, da nam manjkajo še torej te zaključne finance in smo se v začetku aprila, torej en mesec traja ta kampanja, skoraj vsaka na Kickstarterju, odločili, oziroma takrat smo jo zaštartali in en mesec smo potem težili, tako čisto po domače rečeno, po celem svetu, po vseh socialnih omrežjih in reklamirali po vseh medijih, koliko smo bili zmožni, da to poteka, da smo v Sloveniji prvi tak recimo filmski projekt, ki je na tej platformi in da hočemo prebuditi ta fantazijski del Slovenije, ki pa je prevečkrat pozabljen. No. Se mi zdi, da imamo toliko enih zanimivih zgodb, je sicer tudi včasih dober izgovor, da je pač to drag žanr, zato ker je treba res stvari zelo narediti na novo, ne moreš kar iti v mesto pa posnet. In zaradi tega je mogoče tudi potem dobo na prepoznavnosti prek Kickstarterja, pa tega, ker smo se lotili enega tazga zanimivega žanra. In do konca kampanje, 10. maja, smo potem celo zbrali več, kot smo načrtovali. In zdaj vsi ti ljudje, ki so nas podprli, več kot 250 jih je bilo, približno 2/3 sicer iz Slovenije, so potem eni dobili, recimo, so lahko izbrali, ne vem, eni so imeli zelo simbolične nagrade, eni DVD-je, eni so tudi postali kot sodelujoči producentje, tako da je bilo več teh opcij, koliko podariš, toliko dobiš, no, nekaj v tem stilu. In to je ena bila taka zanimiva zadeva okoli tega filma. Ja, čestitke za uspešno to sprovedenje Hvala. tega produkcijskega in filmskega podviga. Da sem videla, da tudi ste bili že short film corner v Kanu, da tudi zdaj s filmom naprej greste. Res super. Ja, no pač film je vsekakor narejen kot ena izmed stopničk do tega, da bomo nekoč ustvarjali celovečerce, upam da. In ta film se mi zdi, da je zdaj ena taka investicija z naše celotne strani v to, da imamo zdaj eno tako vizitko, s katero pa zdaj bomo probali istočasno pokazati, da smo že nekaj naredili v tem času, ko bomo delali na celovečercu. Hvala. Hvala. Zdaj pa po novih obrazih na slovenski filmski sceni sledi že uveljavljen obraz Grega Mastnak, živijo. Živijo. Včeraj smo si lahko pogledali tvoj animirani film, oziroma lahko rečemo tudi risanko, ne? Lahko, ja. Princ Ker je Kikido je risan. Drugi del Princa Kikidoja, Pošasti z močvirja. A je bil lani je bil pa prvi del? Lani ni bil prvi del, ker smo ga končali oktobra. Aha. Ni bil na Animateki, zato da letos bi bila lahko dva, ne, se pravi, in prvi del ni v tekmovalnem programu, no, drugi del je pa zdaj v tekmovalnem programu, se pravi. Potem je jasno, da je produkcija zelo hitra. Kako vam uspeva? Namreč enkrat sem imela to priložnost, da sem vas videla med delom v studiu, to ste trije za svojimi Ja, to smo trije, ja. Ja, zdaj drugi del smo porabili približno 2 meseca, recimo, samega risanja, ne, se pravi. Ampak to predpostavlja seveda, da je prej že celoten storyboard narejen, da so ti liki jasni, ozadja, recimo, sicer se delajo tudi sproti ozadja, ne, ampak recimo, da je ta likovna podoba že dosti jasna in potem se to dosti hitro dela, ne. Če imaš talentirane animatorje, no, na srečo sem to imel, ne. Grego Mastnaka poznamo že po Bizgecih, po neverjetnem številu epizod te risanke Bizgeci, o tej nenavadni družini. Princ Kikido je pa drugačen lik. On rešuje težave, ki se zgodijo v gozdu, prej Tim omenil žabe. Tukaj se zgodi nova žaba. Zanima me ta Princ Kikido. On je naš junak, moj je. Kako je postal tvoj junak? Kako si ga razvil? Ja, v bistvu ja, najprej sem malce čakal na papir, ne, kako bom. Imel sem čisto neko drugo idejo v bistvu v mislih in se mi je pol nekako ta izrisal, ta Princ Kikido, ne. V bistvu najprej je bil Princ Valiant, ampak to je pol zaščiteno ime, ne, in se je pol to počasi transformiralo v Princ Kikido, ne.
in je tudi dobil pol te značilnosti, recimo malo bolj vzhodnjaške, ne, se pravi kikido, ne, se pravi ki je ta, recimo, kaj že ta energija v kitajski filozofiji, do je pot, ne, to je pa dvakrat kikido, ne, se pravi, to je malo tudi, recimo, malo ironije, ne, do tega. Ja, živi v takem evropsko-srednjeveškem gradiču. Tudi to je pa ostanek princa Valjanta. Muzika je kitajska, ampak potem se tudi ta zastava je pa mičken japonska, se mi zdi. Ja, sej kikido, v bistvu je to japonsko, ne. Aikido, recimo, pa vse te, recimo, borilne veščine, ne. To v bistvu zdaj tako rade, nekakšen kung fu za najmlajše, ne, se pravi. Na nek način je pa tudi tak ekološki borec, ki dela red. Stvari postavi na svoje mesto. Ja, recimo, ja, saj zdaj ne, pač ja, predvsem to, ja, da v glavnem je vedno je zdaj ta pujsa rozino, tudi naprej, kakor so scenariji pripravljeni, pač povzroča težave, ne, in jo je treba pol malo miriti, ne, da ne poruši harmonije v gozdu, ne. In še dva bojevnika ima tigrasta komarja, ne? Ja, tako je, ja, Tine in Pine, sicer to v filmu ni videti, ker je brez besed. Ja, in one dva, ja, seveda, ne, sta pa bolj taka razigrana, ne, in zdaj mali so kratke epizode, ne, ni toliko prilike zdaj pokazati, kakšni so zdaj vsi te. Ampak jih bo več, pa bomo zvedeli. Upajmo, ja. Prej si govoril, da potem, ko je vse nastavljeno v 2 mesecih, hitro proizvedete nov del. Koliko vas pa je, ki delate na ilustraciji, animaciji? Vem, da si ti tudi zraven posod. Ja, zdaj risali smo 3, ne, se pravi jaz, potem sta še Timon Leder pa Anka Kočevar. V bistvu mi 3 smo se izrisali, pri scenariju mi je Petra Povh pomagal, ne, v bistvu, zdaj zvok Vojko Sviligoj, tako kot pri Blizgicih, skratka, to je v bistvu to, ne. Ohranjaš isto ekipo. Ja, zdaj animatorje imam zdaj druge, ne, kakor sem imel pri Blizgicih, drugače to so pa iste, ja, se pravi Povh pa Sviligoj, ne, za muziko, kaj je zdaj še od ekipe v bistvu. Jan Simončič, ki za tehniko skrbi, pa Mojca Zlokarnik, no, pač, ki mi pomaga pri produkciji, ne. Kje pa potem te risanke lahko gledamo, razen na festivalih? Jih lahko prodate televizijam? Kaj se največkrat zgodi s kratkimi animacijami? Ja, zdaj to je tako, ja, da se jih videti po festivalih, ja. Televiziji jih ne moram prodati, lahko jim podarim. Skratka, mislim, ni problem, da jih ne bi vrteli, ne, problem je, da ne bi plačali. Poleg teh novih dogodivščin princa Kikidoja pripravljaš že tudi kaj novega? Ja, zdaj pripravljamo še eno novo serijo, sicer to je pa malo drugače, ker jaz nisem toliko vpleten, v bistvu sam kot režiser pa producent. Zdaj scenarist je Roza, se pravi gospod Filodendrum, ne, to so pač znane te njegove kratke zgodbe, no, za otroke. Glavna risarka pa animatorka je bila pa Anka Kočevar, ki smo zdaj tudi skupaj delali. Ampak je precej druga estetika, ne, kakor. In bojo enako v kratki formi, ali? Ja, 5-minutne, ja, brez besed, tudi zaenkrat ta prva epizoda brez besed, no. Čeprav verjetno se bojo kakšne težave pojavile, glede na zgodbe, kako zdaj to v formo brez besed spraviti tiste zgodbe, ne, ki so malo bolj tako komplicirane mogoče, ne, ampak saj se da vse, ne, v bistvu povedati.